Ljudje in ljudine, poslušate 248. epizodo 8. sezone podcasta Obot. Podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, Obot. Odpravo bojazljivih odrešenikov v daljavo sestavljamo, tako kot je prav, trije: Mito Gegić, Servus, Igor Harp Jo. in Aljoša Harlamov. Tokrat brez gostja ali gosta, ali zato nič manj gostoleči. Današnja epizoda je posvečena filmu Project Hail Mary, ki ga lahko pod naslovom Projekt Zadnje upanje še vedno ujamete tudi v kinu, če boste dovolj hitri. Opozoriti velja, epizoda bo vsebovala fizikalne teorije, domotožje in kvarnike. In zdaj nekaj sončnega. Ok, skratka, Project Hail Mary, mi smo to prevedli kot projekt Zdrava Marija. Gre za film po istoimenskem romanu, roman iz leta 2021, se pravi niti ne toliko star, 5 let nazaj, Andyja Weira, ki je avtor drugače 3 romanov, eden od teh je The Martian, za tiste, ki niste brali, verjetno poznate popularen film. Žanri, in je tudi edini preveden v slovenščino. Tako je, ja, od vseh njegovih. Žanri, o katerih bom danes govorili, je torej znanstvena fantastika, komedija, akcijski film, pustolovščina, podžanr znanstvene fantastike, stik z nezemljani. Pa tudi neke vrste, recimo temu, apokaliptičen film, oziroma ni post, ampak je pre-apokaliptičen film ali nekaj takega. Ja. To smo mi danes. Producirala in režirala sta ga Phil Lord in Christopher Miller, ki sta drugače režirala in napisala animirana filma Cloudy with a Chance of Meatballs, pa Lego Movie, in sta avtorja scenarijev za animirane filme iz franšize Pajek moža, se pravi za risanke, ne za igrane filme. In sta bila odpuščena iz Solota na pol filma. No, tako kot je tudi prav, vse je solo, ne morete biti dva. Scenarij je pa napisal Drew Goddard, ki je drugače začel pri Buffy delati, pa pri Angelu, pa Alias, če se še kdo spomnite, Nelvanke, mislim, da je bila na Pop TV ali na A kanalu, skratka tam nekje na začetku, ko so se ti kanali uvedli, pa Lost je drugače delal. Zdaj pa je, potem pa je presedlo k filmom in naredil Cloverfield, World War Z in The Martian, skratka je že tudi seznanjen z Andyjem Weirom, in pa njegov režiserski prvenec je bil The Cabin in the Woods. Pa zdajle, pozneje je naredil še Netflixovo serijo Daredevil, zdajle pa piše za High Potential, za tiste, ki ste gledali ali pa gledate. Skratka, zadaj so sami važni ljudje. Preden prepustim Igorju, da pove, o čem se film gre, še povedmo, da v glavni vlogi v filmu je seveda Ryan Gosling in zdaj sicer skozi spomine, kot bomo zvedeli, spoznamo še druge ljudi, med katerimi je tudi recimo Sandra Hüller, ampak večinoma je to film skratka Ryana Goslinga. No dobro, James Ortiz je zraven kot glas in glavni lutkar Rockyja, ampak načeloma gledamo tako 3/4 filma Ryana Goslinga v velikem planu, kar mogoče ni najslabša reč, da veste, preden se lotite filma. In zdaj, če nočete slišati, oziroma se Igor bo povedal, a poveš že vse, Igor, v opisu? Opozorim, kdaj bom začel govoriti vse. Dobro, ja. Skratka, lahko še poslušate do takrat, ko vas Igor opozori, če niste pogledali filma, seveda, če pa ste, pa poslušajte do konca in potem še debato. Če pa niste pogledali filma, pa mogoče, glede na to, da mislim, da bomo imeli dokaj pozitivno mnenje o filmu, dajte ga prej pogledati, pa pridite, prisluhnite nazaj, zaznamujte si na Pocketcastu ali kjerkoli poslušate to točko in pridite nazaj. Ampak zdaj prepuščam skratka obnovo Igorju, ker Anžeta in pižame danes nimamo, žal. Glavni junak se prebudi na vesoljski ladji z amnezijo
torej on ima amnezijo, vesoljska ladja čez vredo deluje. In ugotovi, da je edini preživeli od 3 astronautov. Počasi se mu začenja vračati spomin in tako spremljamo zgodbo v 2 časovnih in prostorskih linijah. To je dogajanje na Zemlji, ki je sprožilo to misijo, in dogajanje v vesolju, kjer, kot on s časoma ugotovi, mora rešiti svet. Zdaj, če niste prebrali filma ali prebrali knjige ali videli filma, potem dajte ugasniti, tako kot je Leloša rekel, ker sledijo kvarniki, ki zdatno dodajo k bralnemu oziroma gledalskemu užitku. Skratka, izkaže se, da je Sonce okužil tako imenovani astrofag, bakterija, ki povzroča zatemnitev Sonca in grozi z uničenjem človeštva oziroma življenja nasploh. Glavni junak Ryland Grace je sicer osnovnošolski učitelj, ampak je bil nekoč znanstvenik, je doktor astrobiologije in postane potem član ekipe za raziskovanje tega astrofaga po spletu okoliščin, ki jih zvemo proti koncu, pa tudi član odprave, ki poskušajo rešiti svet z potovanjem do Tau Ceti. Tam je namreč potencialni antibiotik. In ko pride tja, pa sreča tam enega vesoljca, ki je na isti nalogi, da bi rešil svoj svet, in oba sta inženirja, vzpostavita navezo in se učita jezika in po mnogih preprekah potem rešita vsak svoj svet, kar vse skupaj zveni banalno za popizditi, ampak tekom 2 ur in pol je to podano skozi nenehno raziskovanje in akcijo, in to velja tudi za knjigo. No. Zelo pritegne branje. Zdaj bom še kasneje kaj več o knjigi, ampak zelo, zelo posrka noter in knjiga in film, in je krasno. Ja, super. Hvala, Igor. Jaz bom kar, preden začnemo se pač pogovarjati o prvih vtisih, bom kar izkoristil in Igor ti zastavil eno vprašanje, ker si edini, vse mi tudi ti nisi prebral knjige, domnevam, ti si edini prebral knjigo, pa bom kar začel s tem, ker si malo zdaj omenjal knjigo in skratka adaptacijo, pa boš potem še mogoče več povedal o tem, koliko je kaj izgubljenega oziroma kaj niso uporabili pri adaptaciji. Ampak Marko nas je vprašal v naši rubrike Petek v bodu, če se sprašujete, kako nas kaj vprašati, pridite na Discord, tam povemo par dni prej, kaj bomo snemali, in lahko zastavite vprašanje, ki ga jaz potem copy-pastem v naš scenarij in na odgovorimo. Skratka, nimamo obrazca vprašaj Anžeta. Skratka, Marko pravi, gledal še nisem, imam pa vprašanje za bralce med vami, kako vam uspe ne izpuliti si vseh las, ko se trudite ignorirati virov, slog in dialoge, medtem ko uživate v dogajanju in razkrivanju zgodbe. Skratka, Igor, ker še imaš lasete, sprašujem, če tebe očitno slog in dialogi ne motijo tako zelo. Mislim, pri Viru mi je všeč pri knjigah, vse sem prebral, celoten njegov opus, všeč mi je to navdušenje, ki ga ima avtor nad tehniko, nad tehničnimi izzivi. Zdaj, večina, tudi če niste gledali tega filma, vas je gledala Marsovca. In tako kot tam Mark Whitney reče, I'm gonna science the shit out of this, ali kakorkoli že, in vidiš to navdušenje, Damon celo zna zaigrati to. To je arhetip Virovega junaka, in ne glede na to, koliko je okorno napisano in predvidljivo in en kup stvari, so ti junaki toliko pristno navdušeni, da te potegnejo not. Isto velja za tega Gracea v tej knjigi in za Jasmine, oziroma Jazz v Artemis. To je lik, ki hoče reševati probleme, in Weir zna napisati tako, da ti hočeš spremljati, kako bo ta lik reševal probleme, podobno kot če bi spremljal bral Holmesa. Ni toliko dobro napisano, ampak to isto navdušenje nad reševanjem ugank problemov z nekim skillsetom, ki ga ima on in ki ga preko tega malo se ti navzameš. In to je meni zelo dobro. Ne zna, recimo, da zna prijateljstvo do neke mere napisati, to šele v 3. knjigi mu uspelo, drugače pa odnosi med ljudmi
mu ne grejo posebej dobro, kaj šele kakršnikoli romantični. In dialogi so malo okorni, ampak služijo temu, da zgodbo pelje naprej. Tako da ja, meni je ful pritegne njegov ta neki tehno-optimizem, ampak ni zgolj glej, kakšne shiny toys imamo, ki vse rešijo, ampak glej, kako znanje imamo, s katerim lahko uporabimo orodje, da bomo rešili probleme. In potem, kar pa mi je moteče, točno vidiš, točno veš, ko si že prebral 2 knjigi, kje bo v tretji knjigi prišlo do tako kot onemu eksplodira tisti krompir, tako sem prav prišel, zdaj pa čez par strani bo temu Graceu eksplodiral krompir in ja, točno to se zgodi. Okay. Tako da ja, malo je predvidljivo, ampak vseeno, no. Kot sem rekel, ima dost pozitivnih stvari, zaradi katerih mi je to fajn brati bilo. Ok. Hvala, Igor. Pozneje se bomo še k knjigi vrnili, ker še imamo eno vprašanje glede knjige in filma, ampak zdaj dajemo prvo rundo tega, kako nam je bil všeč film. Mito, boš kar ti začel? Meni je bil zelo všeč. Ena od boljših pozitivnih izkušenj zadnjega časa. Pa ne zato, ker sem po dolgem času šel... V filmu misliš? Okay, v filmu. Pa ne zato, ker sem po dolgem času šel v kino, ampak tako, nasploh je ful pozitivno naravnan, optimističen film. Dobra opaska, ki se sploh nisem zavedal med gledanjem, je, da pač ta film nima nobenega negativca, vse v tem, ali negativca v smislu, v likovnem smislu, no, da je lik kakšen negativc. To velja za vse virove zgodbe. On ne mara antagonistov, basically. V bistvu, reveal na koncu filma je nekako postavil na glavo, pa tudi lahko bi rekel, da negativec je sebičnost, ne? Ali pa nepripravljenost ukrepati, pol se pa v bistvu zelo interstellarovsko odloči, da pač je bližina, ljubezen ali pa prijateljstvo tisto, kar te požene potem naprej preko vseh meja neznanega. Ne? In to se mi zdi zelo izjemen dosežek, da lahko potem z enim likom, Ryan Goslingom, pa potem Kamnom doseže tako emocionalne globine, kot jih je pač mogel nek takšen žanrski izdelek tle premostiti. Tako da zelo, zelo fajn zadeva. Ok, cool. Igor? Ja, mislim, jaz sem točno vedel vse, kaj se bo zgodilo, ker sem prebral knjigo in film natančno sledi dogajanju, tako da je potem malo drugačno gled, kot točno veš, kdaj in kaj bo reveal, ne? Torej, da tam pride vesoljska ladja, predvsem to, da on ni htel iti na vesoljsko ladjo. Tako da to so stvari, ki so mi bile dost cool. Mislim, vseeno so mi bile dost cool, ful je lepo narejeno, Gosling super igra in ja, ta pozitiven odnos, ta optimizem se ohrani notno, kar je pri sci-fi ni tako ful pogosto in to mi je bilo všečno. Pa tudi ni presenetljivo uspelo mu najti še boljš v Marsovcu tole mejo med tem, da govorimo technobabble in da je tu neka dejanska osnova v fiziki in da to ni dolgočasno. To vse hkrati, mislim, da je ena boljših boljših variant tega. No? Ok. Ja, jaz moram tudi reči, da meni je bil film zanimiv predvsem iz tega stališča, no, da je zelo je žanrsko sinkretičen, se pravi, ja, to je ZF, skratka nekoga pošlje v vesolje, čisti ZF problem je, skratka nekaj nam žre sonce, kako bomo to rešili, ampak po drugi strani to zapakira v eno tako tudi lahkotno komedijo, načeloma bi skoraj rekli tako ne glih romanco, ampak bromanco, ne, kot temu rečemo v angleščini, skratka neko prijateljstvo, ki se splete noter, tudi dovolj akcijskih prizorov je reševanje, pač lovljenje teh nekih bakterij ali kaj so že mikrobov, ki žrejo te astrofage in tako naprej. Se pravi, tudi čist dovolj akcije in že dolgo nisem videl filma, ki bi
znal to zapakirati v en tak fajn izdelek, ki te po eni strani ne podcenjuje kot gledalca, ti vseeno omogoča, da uživaš v nekih stvareh, da malo spremljaš ta znanstveni pristop in ne vem kaj, hkrati pa ti da neko emocijo, ni samo, ne vem, Nolanovsko zapletena zgodba, kjer, ne vem, je uno, pa si po pol ure imaš glavo večjo, tako da za tabo ne vidi nič prek tebe, ampak se mi zdi, da ja, nekako se mi zdi, da jim je to ratalo, čeprav jaz moram povedati svoje izkušnje s kina, ni nas bilo veliko, jaz sem gledal to čez vikend in kar nekaj ljudi je odšlo iz kina. Najprej mislim, da vsaj 5 ljudi je šlo iz kina, 2 para pa en posameznik, 1-2 sta šla po pol filma, oni 3 pa tako ima eden, ne vem, 3/4 ure pred koncem, 2 pa tako 20 minut pred koncem se jima ni dalo več. Okay. Tako da zanimivo. Ja. No, bom ja še predstavil svoj lonček tukaj, ker sem ga pa gledal v nedeljo, ne? Mi snemamo to v sredo. Yep. V kinu so bile 2-3 družine, no, z malimi pamži, kar me je v bistvu presenetilo, ker nisem pričakoval, nisem vedel niti oznake, kakšna je starostna oznaka, nič, pa sem se v bistvu v redu. Noben ni šel ven, prav noben ni šel ven. Pa nas je bilo mogoče tretjina od dvorane, no. Ampak sem pol na koncu filma čisto razumel, v čem je fora. Ja, tisto, kar je mene mogoče tudi v filmu, pa o čemer bi rad govoril, pa tudi, mislim, da je sicer eden tudi naših uspraševalcev nekaj o tem pisal. Meni je bilo všeč to pri filmu, da tudi malo pokaže, dobro, bral sem potem nekje, da seveda pač ta znanstveno raziskovanje, nek ta mikroskop, ki ga ne rabi na pravi način. Ni važno, skratka, so neki detajli, ki so domnevam, da filmski, ker pač na filmu neke stvari bolj izgledajo, če pač poenostaviš, ne? Ampak meni se je vseeno zdelo zelo fino to, kar si ti, Igor, prej omenil, da te pri knjigi pritegne. Ta nek prikaz na filmu, da si film res vzame čas za to, da on ugotovi neke stvari, da ugotovi, kaj se dogaja s Soncem, kaj so ti ariofagi, pač kako se razmnožujejo, kaj narediti v zvezi s tem. Dobro, pač se pravim, eden izmed naših bralcev pravi, da sicer niso, da so se spretno izognili znanstvenemu delu ZF filma in pač kar imajo naenkrat ladjo, ne, domnevam, da mogoče v knjigi je kaj še bolj opisano, kako ladjo naredijo, ker verjetno to pol ne bi bil film za množice, če bi poglobljeno razlagali tehniko in težave pri potovanju po vesolju. Ok, mogoče so to izpustili, dalje pozneje bomo šli k njegovemu vprašanju, ampak meni je bilo všeč ta prikaz znanstvenika, ki ima to, kar si ti, Igor, rekel, ta aha moment, ne, skratka, raziskuje, nekaj odkrije, nekaj po napaki, nekaj se zgodi, ampak potem pač pride do neke rešitve. Ful mi je bilo všeč, da so si za to vzeli čas, ker ponavadi v filmu imaš, ne vem, nekaj odkrijejo in potem pride znanstvenik, pogleda pod mikroskopom in reče, ja, to je pa to in zdaj gremo to in ok, to je pa rešitev. Pač ni, tukaj je bilo vseeno nek cajt za to in to je bilo meni zelo, zelo všeč. Malo je bilo tako, kot si rekel, Sherlock Holmes, ali pa mogoče meni še bolj kot, ne vem, House, se pravi, ker je ta nek znanstveni problem, rečemo temu bliže medicinskemu nekemu problemu. Ja. V knjigi je tega bistveno več. Recimo že na začetku on ne ve, da je na vesoljski ladji. On je zaprt tam v spodnjem prostoru in dokler ne uspe nečesa narediti, ne more ven, dokler ne dokaže, da nekih računov narediti. No? In on ugotovi, da je problem v tem, da je nekaj narobe z gravitacijo in si naredi preprost eksperiment, da zračuna, koliko je gravitacije in ugotovi, da je gravitacija previsoka, zato ker je pospešek večji kot 1G. In takrat se on zaveda na vesoljski ladji in potem šele pride ven. In potem, ko pride ven, ugotovi, da je na vesoljski ladji, ki ni v našem osončju. In imaš te revile postopoma in so vsak, what the fuck, ne? Ja. In hkrati gre pa nazaj, tisto, kar je na zemlji, kjer se spominja, ker pa tudi gre zelo počasi, ne? Mislim, najprej se spomni, da je bral članek o tej Petrova line, ki ga je ta gospa Petrova odkrila in potem uči, ampak tukaj, ko pokaže uči, je že resna panika na svetu, ker vsi vejo, kaj je. Tam pa pridemo postopno do tega, ne? Ok. Ja,
Jaz sem drugače, hotel sem tebi mi to eno kost vreči, jaz sem drugače film na Letterboxdu primerjal z E.T.-em. Kaj ti praviš o tem? Ja, to še nekako razumem, ampak bolj mi je tale body logika kot E.T., no? V smislu, da skupaj sodelujeva, kljub temu, da se ne znamo najbolje sporazumevati, da imamo neke prepreke, ker E.T. je pa vseeno ta surogat za Elliotovega manjkajočega očeta, ne, in ta čista, popolna, iskrena ljubezen, ne, ki potem zelo lepo zaokroži Spielbergovo neko sentimentalnost, ne, je tle prisotna, ampak niti približno v takšni meri, kot bolj se mi zdi, kot iščem primere, ki bi bili še nekako podobni, ampak rečemo Little Weapon. Ali pa Men in Black. Men in Black. Se ne znata pogovarjati, ampak pol se morata. Ja, ali pa kjerkoli body cop, body situation boš tle vzel, pa ga tle inštaliral, pa vrgo noter tole ščepec soli nesporazumevanja, bo to odklukalo. Ja, meni je na pamet padla še Kirk in Spock odnos, ne? Se pravi, predvsem to sem prebral, pa mi ne potegne najbolj, ampak predvsem to tako, ko se Rocky pač odziva, da ne razume humorja, da je pač bolj logičen, da je pač ta komunikacija je zelo, mislim, ona dva imata težave s komunikacijo, ker pač je jezik drugačen, ampak zakaj on ne bi imel smisla za humor, zakaj bi on odkril šalo, mogel odkriti, zakaj imamo ljudje, res mislimo, da smo edina inteligentna, mislim, če je neka inteligentna vrsta, jaz mislim, da ima vsa inteligentna vrsta smisel za humor, ne vem, no. To mi nekaj gre z inteligenco. Evo, zdaj sem se spomnil enega primera, ki se mi zdi mogoče malo bolj umesten, je pač Drax iz Guardians of the Galaxy, ki ima v bistvu te fore, da jemlje vse dobesedno. Dobesedno, ja. Da pač ta humor tle posredi. Šteka, kaj češ povedati okrog Spoka, ampak ne vem, ni mi te asociacije. Ne, mislim, da nekje sem videl, da je pač povezavo na Star Treka je že Damrok, ne? Ali Dramok, ne. Sure. Ja, da se morate naučiti pogovarjati. Sure, ampak to je ful prenapihneno. Ker meni je ona dva odklukata tako hiter tale komunikacijski problem, najprej z parimi zvokci, pa potem z glasoma, ne, da mi sploh ni vleklo ni na Star Trek, ni na Spoka, ni na Damrok, ampak bolj kot tako, kot sta prej sama omenila, ne, kako se v bistvu znanstvenik utilitarno pristopi do tega, ne, torej logično, dajmo to hitro rešiti eno stvar, ker imamo mi dva problem rešiti. Ne. Čar tega filma je nekako res, da iščejo bližnjice do tega, kako ti v bistvu posredovati neki, pa hkrati še čustvo v to zapakirati, pa biti kar se da podučen, pa emocionalen, pa vizualno. Ne. Tako da v bistvu je zelo učinkovit je, v tripičke materne učinkovit. Ja. Ja, sej pravim, čeprav mene vedno malo, jaz moram priznati, da mene vedno malo moti, ko prikazujemo nezemeljska bitja kot, mislim, razumem, da je tukaj vmes zdaj ta program in da to so neke osnovne sestavine jezika, skratka on govori ta nek polomljen, rečemo temu domorodski jezik, ki smo ga vajeni iz westernov, da indijanci govorijo jaz biti in tako naprej, ampak vedno mi ti alieni izpadajo malo otročji, no, na ta način in tudi kako se obnaša Rock je zelo tako cutie, pač v smislu tega kupite igračko, tole pri McDonald'su boste dobili z Happy Mealom Rockija. Ja, ampak po drugi strani je pa nekako zelo komplementaren z Goslingovo igro. Jaz moram priznati, da v bistvu prvi 30 minut sem imel kar zadržek, pa se bal, da ne bo to zdrsnilo v neko klasično Gosling / Marvel situacijsko komedijo. Ta njihov stand-up, ki se ga grejo, da samo mečejo neki, ampak moram pol priznati, da pač je zadržana stvar, pa tudi, da je, glede na to, da je Gosling precej sam, da začne zelo dobro funkcionirati. Ne? In Rocky tukaj potem
nekako začne nazaj metati tele dobre joke ali pa kao, da se odziva, ne, se mi zdi, da potem zelo, zelo dobro uspe. Razlaga z Rockyjevo pa kao, rečemo temu naivnost, pa mi je bila potem seveda o tem, da je 23 njegovih soastronautov tragično poginilo in on v bistvu niti ni ta glavni, ne, tako kot tudi Gosling ni, ne, oziroma Gist, ne. Tako da se mi je zdelo, ok, ne vem vsega, nekaj moram sodelovati, ne, tako kot, ne, sej te ene stvari so še pa kar boljše razložene, zakaj so tele umrli, ne? Pač zaradi radiacije in je razloženo, zakaj oni ne razumejo radiacije in to zato, ker imajo toliko debelo atmosfero, da radiacija ne doseže njihovega planeta, ne, oziroma še živijo pod zemljo nekako in se sploh nikoli niso rabili ubadati z radiacijo in ko so začeli raziskovati vesolje, kar je bilo potreba zaradi tega, ker je sonce nehalo svetiti, so imeli še ful časa dodatnega, ker je njihov planet, ker tudi živijo od termalne energije primarno, ne, in ne solarne. In so uspeli ugotoviti, niso se pa zavedali, da je problem radiacije ali kako se zaščititi pred njo. In potem, ko so potovali, so enostavno zbolevali za neko čudno boleznijo, pa noben ni vedel zakaj. Ne? Kar pa spet zdaj lahko navezuješ na tiste prve pomorščake, ki so umirali od svega iz svašta, pa noben ni vedel zakaj, ker pač ne vem, so kugo dobili ali pa whatever. Ja, mal imajo trde glave, ne? To je pač treba priznati. Drugače, hotel sem, da ne pozabim tega, ker si mi to omenil, pa tudi jaz že prej, da je pač Gosling tukaj dokaj veliko sam, ne? Pa včeraj so se z Igorjem, ki sva bila skupaj v kinu, malo hecala, da če Glenn Powell ni zvezdnik, tisti, ki bi pritegnil množice in tako, a je Ryan Gosling, a imamo v podobi Ryana Goslinga zdajle tisto filmsko zvezdo starega formata, ki pripelje ljudi v kino, ker recimo dobro, sej pravim, moj kino je bil relativno prazen zdaj čez vikend, ampak mislim, da pa vseeno kar nekaj ljudi, Igor, ti boš mogoče vedel, pogledalo ta film in da ni bil tako zelo, mislim, posebej pri nas, ker jaz mislim, da znanstvena fantastika ni tako gledana, je mogoče pač vseeno Gosling pritegnil več gledalcev. Jaz mislim, da je znanstvena fantastika čist v redu gledana in da je tu bolj tisto, da je Gosling not, da lahko partnerko ali partnerja prepričaš, dej, greva gledati. Saj je Gosling. Saj je Gosling not, no. In kvečemu to, lani ali predlani mislim, da je bil tisti film, ko je on kaskader, kjer z Emily Blunt skupaj, tisti film je bil super, je bil ful zabaven, tudi noben ga ni šel gledati. Ne? Aha, okay. In to ne mislim samo pri nas, ampak pač globalno tisti film je flopnul, kar je pač dokaz, da Gosling ni ime, ki bo pritegnil, za razliko od, ne vem, Tom Cruise najbrž je, ne? Ali pa pač, ne, Brad Pitt mogoče. Medtem, ta sci-fi zgodba pa definitivno je nekaj, kar bo, plus ne gre ignorirati tega, da je knjiga bila totalna uspešnica. Celo Barack Obama jo je priporočal, kar je vedno eden največjih boostov za knjige. Pač ja, Andy Weir je zelo priljubljen avtor, mislim, da v ZF po mojem je najbolj bran trenutno, sploh pač glede na to, da ima zelo majhen output, ne? On je napisal samo 3 knjige v 15 letih ali koliko. Okay. Jaz mislim, da je na poti tja, da bo imel mogoče malo večjo privlačnost, v smislu, da bo zgolj on lahko film prodal. Ne? Mislim pa, da to ni še ta film. Koliko sem spremljal, je imel kar orang promocijsko turnejo. No? Trailer je precej uspešen, SNL je bil izjemno smešen, no, kjer je tudi promoviral ta film. Tako da mislim, da je bolj to, no, tle po sredi. Ne? Ja, mislim pa, njegov naslednji film bo nedvomno hit, ker ima v imenu Star Wars. No, ja, kot vsi Star Wars, vsi filmi, ki so imeli ime Star Wars v naslovu. Ja. Tam še britanski igralci iz nekega razloga lahko pridejo v spredje.
Ja, skratka, gre za eno. Jaz mislim, da tukaj je res privlačnost tega filma. Ja, je tudi Ryan Gosling, ki smo reči, da dober izpelje to. In tudi meni je bilo všeč to, kar si ti Mito tudi omenil, da ne gre v komedijo te vrste, ki smo jo zdaj že malo res videli v tole pač Marvelovsko, over the top, konstantno govorjenje nekih enovrstičnic s komedijo, ampak vseeno poskuša tudi nekaj čustev dati v to, pa si vzeti cajt za, ne nazadnje, če sem prej omenil, da pač to znanstveno raziskovanje vzame kar veliko časa, potem tudi njun odnos z Rockyjem, kljub temu, da ja, seveda, vsi vemo, da pospešijo te, tako kot si ti Mito rekel, da pač on zelo hitro pač skuži in on vpraša, kako ti temu rečeš in on zapiska in on tipka noter, tako in potem mašino imamo, še celo kaj Glenn Close ali kdo posodi glas. Meryl Streep. Meryl Streep, ja, ne Glenn Close. Ja, jaz prej sem šel na IMDb gledati, kdo so. 4 so napisani od zavrnjenih glasov, pa se mi je zdelo, da sem slišal še enega dodatnega, ki je Ian McKellen, pa nisem prepričan, če je, ampak mogoče se bo to kasneje še dodalo. No, ampak, ja. Vprašanje je bilo. Hotel sem sam povedati, da si vzamejo tudi cajt za njun odnos, ne, za razliko pač od Marvel, kjer je pač, jaz mislim, da je največji problem trenutnih pač Marvelovih filmov to, da prvič ne oblikujejo niti junaka, ali pa ga oblikujejo po klišejih, ki smo jih že milijonkrat videli, pač nekoga mu ubijejo, nekaj se mu zgodi, travma, dobi super moči, gremo reševati in svet in travmo. Ta film lahko v bistvu tako nekako jedrnato rečeš, resetiral bom tole. Ta film dela ali pa ne zgolj na njunem odnosu. Če Rocky Gis odnos ne bi delala, pol to Grace, pardon. Goose, Gis, Grace, tako bo šlo. On je Gosling. Pardon. Skratka, ker je res izziv imeti nekega aliena, ki nima niti obraza, nima niti oči, to, kar mi ljudje ponavadi najbolj iščemo pri nekih drugih ljudeh ali pa rasah, kakorkoli. In če to ne bi funkcioniralo, bi film flopno na celi črti. Tako da, koliko sem bral, so se predvsej potrudili, da kot prvo, da je bila lutka animirana, pa da ni to računalniška animacija, pa da je v bistvu celca bila prisotna na setu, pa da tudi voice actor je bil celca tam prisoten, da sta v bistvu lahko že sama razvila neko določeno kemijo v izmenjavi. Tako da to se mi zdi precej dobra stvar, ki se tudi izjemno pozna na izdelku. Ja, jaz mislim, da definitivno nekaj drugega je, da ti igraš z neko zeleno palico, žogico, kot ponavadi, žal morajo igralci igrati v tej novi dobi. Ja, meni je bil tudi on kot junak, to smo zdaj že večkrat omenili, pa kar všeč, predvsem zato, ker so dost stvari pustili odprtih, skrivnostnih, on sicer zase na neki točki reče, da je vedno hotel biti skrivnosten, pa preveč lapa, ampak se mi zdi, da vseeno mu ohranijo, pač on omeni, da je imel neko ljubezen, pa da se pač ni šlo in to je čistko. Ne gremo pol v nek spomin, ki bi nam zdaj kazal, ne vem kaj, ampak ostane pri tem in meni je tudi, zato sem prej omenil Spocka in Kirka, nekaj pri Spock-Kirk razmerju imaš to, da pač Kirk ima ogromno žensk, ampak trdna točka mu ostane vedno Spock, kot njegov bestič, kot tisti, ki je vedno tam. Tle pa imamo pač obratno situacijo, on pač Gosling nima nobene ženske in pač najde pa se v prijateljstvu in se meni to zdi dost boljš, ker bi lahko šli v to, da bi on srečal nezemljanko, se pravi ženski spol, in da bi še bila ta neka dodatna romanca in to. Pa se mi zdi fino, da ostane pri prijateljstvu, ker tudi, a veš, to jaz vedno rečem, ko ljudje rečejo, Elena Ferrante je končno napisala nekaj o ženskem prijateljstvu, se tudi o moškem prijateljstvu ni velik zunaj body komedij, kjer je eden nor, drugi pa star, ali kakorkoli pač. Drugače, najbrž niste pogledala tale Man Carries Things, ima njegova žena tudi kanal Women Carries Things in skupaj imata večkrat v filmih in sta v tem filmu razglabljala in je žena čisto navdušena nad filmom, ki ni prebrala knjige, on je, ki je prebral knjigo, je bil malo bolj umirjen in ona je edino razočarana nad tem, da ona dva se ne zapleteta romantično in nimata nekega tovrstnega odnosa, da to bi pa njej naredilo popoln film. Čakaj malo.
Rocky pove, da ima Adrian. Sorry, on ima partnerja, ne? Partnerko, whatever. Kakorkoli. En kamen. En special kamen. Drugače, glede razmer je pa v knjigi malenkost več in sicer je to ono meni, da je imel enkrat eno in da zdaj se ne gre več tega. V bistvu to je malo problem Weirove gradnje likov, ne? Ker pač ti pokaže, da tale Grace je šel beg od znanosti, ker se je skregal z enimi ljudmi in je šel beg od razmerja, ker se je skregal z enimi ljudmi. Torej bi načeloma moral biti kar kreten, pol pa je v bistvu pa ful vredu učitelj, pa vse to, ampak ok. In potem kasneje omenijo vsi ostali znanstveniki, da mislijo, da on spi z to šefico, ki jo igra Sandra Huller, da ga itak ima ona zraven samo zato, ker očitno je on njen boj to in on tak, kaj, ne, jaz sem znanstvenik in je pač cel joke na to, da pač ga ne cenijo tako zelo. Ja, ker tudi za tole, Sandra Huller bi lahko šlo v smeri in tudi pač on jo tako mal mata nekih teh momentov, ko jo on opazuje, ko ona poje karaoke in ko pride za njo ven in tako, ampak ne prestopijo. Meni je to všeč, ker res ne rabim v vsakem filmu imeti še romance med glavnima hot likoma. To res ni nobene potrebe za tem. Je pa ena stvar v knjigi, ki tukaj zmanjka, ne? In sicer knjiga pač ne pokaže potem, kaj se dogaja na Zemlji. Oni vidijo z daljnogledom Zemljo in opazijo, da je Sonce začelo spet močneje svetiti in da torej deluje. Ampak preden on gre, pač tale lik, ki ga igra Sandra Huller, kak je ime, Eva, pove, da najverjetneje, da zdaj to, ko pač probajo rešiti svet in njega poslati ven in to je moment, ko je človeštvo stopilo skupaj, ampak v trenutku, ko bo pa on šel proč, pa ne bo več tega skupnega projekta, se bodo pa vsi obrnili drug proti drugemu in bo ona in vsi ostali najbolj pristala na sodišču za vojne zločine zaradi vsega, kar je naredila. Ne? Ker to je tudi prihranjeno tukaj, ker pač zaradi tega, ker se začne planet ohlajati in ker rabijo enormne resurse za to, da pač naredijo vesoljsko ladjo, to pač ne vem, poplavijo dele planeta, uničijo, presilijo cela mesta in pač kar megalomansko se vede ona. Ne? No in potem sem bral, da sta Miller in Lord potem povedala, da sta to do neke mere vključila in sicer, ko jo pokaže potem na ladji, se vidi, da ima ona eno tetovažo na vratu. In to je tetovaža, ki jo imajo v Franciji pogosto zaporniki in ta tetovaža pomeni, da je ona do smrtno ječo dobila, ampak očitno pobegnila ven in zdaj živi na tej ladji. Kar mislim, da je največ tega, da daš en tetu in rečeš, to pa vse to pomeni. Ja. Jaz sem to sicer opazil, ampak sem do zdaj držal zase. Hvala, da si razkril to, Igor. Ker smo ravno pri Goslingu, bi še, skratka, Demuso nas je, bil tak, je govoril o tem znanstvenem delu filma, nas je vprašal, ali je bil casting Goslinga in Rockyja, v oklepaju Vides, ustrezen, ali bi bil kdo bolj primeren Grace oziroma drugačen Rocky. Ne vem, meni recimo, ker smo vseeno zdaj malo hvali Goslinga, jaz nisem niti malo pomislil, da bi moral kdo drug igrati in da mi pač Gosling tle ni sedel. Ne, jaz tudi mislim, da ne. Edino neko drugo logiko, ki jo imam, pa tudi nimam igralca primernega, zato bi mi bilo bolj zanimivo ta IT-evska logika, ki si jo samo menil, to si mi zdaj ti v glavo vrino, da bi v bistvu bil mlajši junak, da bi zaradi, ne vem, nekega sci-fi, technobabble lahko samo do 18 najstniki šli to reševati in pol bi bila, ne vem, a veš, takoj se znebiš kakršnekoli spolnih pretenzij, ali pa tega, mogoče bi prijateljstvo bilo malo drugače zasnovano, humor bi bil malo drugačen. To je edino, pa ne vem, kdo bi bil sicer to mogoče, ne vem. Ampak ne, meni je Gosling... Oni mali iz Adolescence. Ja, sure. Ne, meni trenutno, Gosling je the guy. Ne, mislim prav, znam si predstavljati, koliko slabše bi bilo, če bi bil, ne vem, Ryan Reynolds ali pa... Ryan Reynolds. Ja, svojo pač tem pristopom ali pa
Dwayne Johnson. Ja, dajmo samo Dobro, take okej. igralce, ki res nimajo razpona. Dwayne Johnson, ta je bila dobra, Igor, ja, ker bi pač Rocky in The Rock. Oh, wow. Sure. Ja. To je ta level humorja pri obodu. Ja, Okay, ampak lahko bi bil Michael B. Jordan, I guess. No. Bi tudi delovalo. Sure. Okay, ja. Okay. Drugače tudi ta zasnova junaka mi je bila všeč, da je pač neke vrste strahopetec. No, meni se sicer zdi to malo pretirano, no, da pač nočeš iti umret, pa reči kar nekomu, da je pač strahopetec. Ampak ja, nima pa tega, kot pač imamo v teh tipičnih ameriških filmov, ko se nekdo reče, kdo bo šel umret, pa se jih javi 500, pa se prepirajo, kdo pa ne, ti ne boš, pa rešijo vse druge, pa eno nogo zlomijo, zato da on ne bi šel, da bi lahko se on žrtvoval. Skratka, prihranjeno nam je bilo to žrtvovanje drug za drugega, ker čeprav mene je mogoče pri filmu tu pri strukturi malo zmotilo, to smo se včeraj z Igorjem pogovarjali, to, da mi dobimo ta flashback, ki razkrije to, čeprav jaz sem že sumil tam nekje na polovici, kaj približno je funkcija teh flashbackov, kaj skrivajo ti flashbacki, ne? Ampak skratka potem dobimo ta spomin na to, kako on ni hotel iti in so ga prisilili in so ga pač spravili v komo in vrgli v raketo. Potem pa imamo, 15 minut zatem to odločitev, ko se pač on odloči, ne, zdaj bom pa šel reševati Rockija, zdaj bom pa pogumen. Mal mi je bilo tako, po mojem bi mogel biti ta spomin vseeno malo prej že, da bi nam se malo usedlo v glavo to, da je pač on strahopetec kvazi in to ne vem kaj. Ni zdaj to, da je to deal breaker, no, ampak to se mi je zdelo mogoče, da bi lahko mogoče drugače malo tempirali. Mi je bil pa, tako kot sem rekel, res všeč da imamo končno junaka, ki ni klasičen junak v tem smislu, da sam reši svet, tudi da hoče sam. Pravzaprav, ker dostikrat imamo, mene ful moti v sodobni tej ideji junaka, da ni samo to, da on nekako pride do tega, da sam reši svet, ampak ponovadi tudi on odrine vse, pa ne vem, sam potem pa tako, kot sem rekel nekomu, magari ga zapre nekam in potem reče, ne, jaz se bom žrtvoval, tebe bom pa zaprl in gre on sam. Tukaj imamo malo obratno logiko in to se mi zdi zelo dobrodošlo, da končno lahko, da še imamo tukaj neke izbire. No? Ja, se strinjam. Jaz sicer nisem čutil manjka pri tem, da bi mogel imeti več prostora za to, da se ti bolj usede to njegova cagavost, no? Ali pa razkritje tega. V bistvu mi je bil predvsej dobrodošel kontrast. No? Se tudi cela struktura filma v smislu montaže, ne, kako se v bistvu sestavlja skupaj, nekako da non-stop kontrastira nekako dogajanje pri Tao Cetiju ali kje so že, pa Zemlja. Ne? In zdi se mi, da nekako boljšo emocionalno noto skine, če imaš malo pospešeno to. Veš, najprej ta razočaranje, da ni, pa seveda razkritje, da so frau Eva malo bolj pokonektani s svojimi koreninom, kot bi se spodobilo. Pa da je potem se tako žrtvoval, pa zalučal preko prostranosti, zato da reši Rockija. Ker pač to, da on nima nikogar, ne, ta njegova sebičnost. Ne? Jaz sem tako razmišljal, če ti nimaš nikogar, da bi se žrtvoval zanj, potem se res samo ti ostaneš. Ne? Torej, tvoja sebičnost, tvoj ego. Ne? In njemu se ne vem, 11 svetlobnih let da proč to razblinja. Ne? Šele neko Rockija pripustija. Ne? Tako, ker pokaže, da zato, da smo ljudje, rabimo družbo. To je, jaz mislim, da osnovna pač sporočilo tega filma, ki je bilo zame to, da si ti lahko egoist, dokler res ne pomisliš na nobenega drugega, ker pač nimaš nobenih resnih skupnostnih vezi. Ja, pa če imaš, rečemo, jaz bi tudi mogoče drugače obrnil, če si toliko privilegiran, ne, recimo, da ne zaznaš problemov, da si nekako ohranjen vseh teh problemov, če nimaš cele slike pred sabo, ne, pol seveda je lahko biti sebičen ali kakorkoli. Ne. Jaz imam še eno vprašanje za vaju. Kako pa primerjate to z filmom Sunshine, Danja Boyla, kjer je isto, ful je podobno. Mislim, tam sonce ugaša zaradi neke fizikalne zadeve, ki so pač tudi rekli, da je nekaj, kar bi bilo možno, in se oni odpravijo, da bodo vrgli veliko bombo v sonce. Sure. Vse ostalo je pa horror, pa slasher.
In primerjaj to. Horor je pa zadnje pol ure horor, do takrat pa ni. Do takrat pa je vseeno ljudje, ki odhajajo, da bojo rešili, ampak je pa dinamika večjega števila ljudi. No. Mislim, meni je zelo težko primerjati. Tisto je kao tesnobka, pa nadpolno eksistencialno razmišljanje o tem, kdo smo, pa vsi se ukvarjajo s tem, kaj se dogaja, nekdo začne moriti, če se ne motim, ne? Ja, in primerjaj to s tem filmom, to je ta primerjava. Stari, ti se obesiš na en plot point, pa rečeš, da bomo to primerjati, ker je ful. Ne. Ja, izhodiščni plot point, vseeno. Izhodiščni plot point je isti, bravo. Ja, no, ampak ne, tu mislim, da je ta bistvena razlika, kar sem prej razlagal o Andyju Weiru in njegovemu optimizmu. Ne? Da pač Boyle pa Garland sta vzela isto istočnico pa rekla, ok, zdaj pa bomo to, kar si ti povedal, se ukvarjali z eksistencializmom, pa smislom življenja, pa tale Cillian Murphy bo s svojimi plavimi okami zrl v zaslon in v kamero in se čudil. Potem pa, pa še ene nezdrave obsesije s soncem bomo imeli, pol pa še en psihopat prišel naokrog, pa nas probal pobiti in na koncu se bomo vsi žrtvovali in vrgli v sonce in to je to. To je isti film. Ja. Tule pa dobimo... To je isto. Ja, ne, sej, samo hočem reči, da tu je razlika v temu, pač pristopu k sci-fiju, Weirom pa Garlandom. Igor, to je bolj pač razlika med, a veš, to je tehnomitologija, ono je pa samo mitologija, ker imaš Ikarja, ki gre v sonce in ne vem kaj, in Grki so bili malo bolj pesimisti, kot smo mi danes, ker imamo našega odrešitelja Elona Muska, pa itak vemo, da bo vse okej. Mislim, zakaj bi se človek sekiral, Igor? Igor, zakaj ne primerjaš, tam jaz izval film, ki je direktno tle na pladnju. Interstellar pa tole. A ja, ni. Vseeno se mi zdi bistvena razlika z Interstellar, ker pač imaš tole, da probajo rešiti svet, ampak svet, ki noče biti rešen na nek način. Ne? Tam je dost bolj en v osnovi konflikt med konzervatizmom pa pač progresivizmom, recimo, ne? Ki ga potem pač pooseblja ta NASA in ki grejo naprej pa v njegovih otrokih pa vse to. Ful imaš več layerjev tega notdanega in tudi imaš potem spet isto kot pri Sunshine človeka, ki hoče vse pobiti, ki ga igra Matt Damon. Medtem, ker tukaj pač je dogodek, ki jih ogrozi to, da je on pač eno stvar malo spregledal. Ne? V izračunih. Torej, Interstellar, nekaj ogroža planet, dajmo to rešiti. NASA kuri budget, isto kot Lele, tile kurijo budget, dajmo imeti to skrivnostno stvar. Gremo v vesolje, zajebemo tako kot Gosling tlele, to oni zajebejo pri Gargantuji, tisti planet za vodiko, pol pa se moramo odločiti, kam bomo šli preko prostranstva in vodi nas ljubezen. 5 skupnih točk, ti mi pa Sunshine prodajaš, stari. Pa ne me narobe razumeti, meni sta to zelo različni beštiji, Nolan, kot smo rekli, že večkrat ne zna pisati likov in niti ne zmore takšnih emocionalnih pinpointov, kot jih tle skine to, ampak v smislu zapleta, v smislu tega, kar ti zelo dobro ceniš, pa me preseneča, da si spustil mimo. Pa še nedavno smo ga gledali. Ne, meni vseeno, mislim, razumem to, ampak dosti drugače gledam na vse skupaj. Ja, definitivno. Mislim, že za začetek. Glej, že čisto začetna stvar je tam, da tukaj vsa zemlja stopi skupaj, da bo rešila problem, tam pa more NASA to undercover delati, ker drugače bi jih potamanili in vsi hočejo delati kmetije. Jaz v filmu nisem dobil feeling, pa knjige nisem bral, v filmu nisem dobil feelinga, da je celo človeštvo tlele on board za tem, kaj počnejo ti. Ona celo reče, mi moramo imeti, ker vpraša, kakšen budžet imamo, ne? Ni budžeta, ampak ona mu potem namigne, Bog ne da se to zve, ker pač mi bomo mogli začeti hrano šparati, mi bomo mogli, ne vem, koliko folka bo umrlo, tako da nisem dobil tega viba, da so vsi on board s tem.
Ja, ne, pač basically je, da so vse vlade on board s tem in vojska in tak dalje, ljudje pa ne, ne? Ampak tam pa tudi politična elita ni on board, samo NASA tam posebej skrita v onem To je res, čist zamejeno zase je na dela, ne. ameriško perspektivo, to je res, Interstellar, ja. Tukaj deluje globalno. Tako da to se mi je zdela pač tudi dosti ključna razlika, kjer pač je pa skupno s Sunshineom. No. Potem Danes ga pogleda, pa te jutri razsvetlja. prikaz space, pač potovanja po vesolju je pa v obeh filmih dosti blizu, no? Pač dosti realističen. To se mi je dopadlo, ampak ne vem, vseeno se mi zdi precej različno, tudi končna odločitev, kak pa kaj. Tam se mi zdi podcukrano, tukaj pa se mi zdi dosti bolj naravno. No? Ne vem. Okay, sure. Aljoša, da se ti vklopiš v to, kaj pa imaš ti, nič ne boš rekel. Okay. Nimam kaj dodati k tem primerjavam, res ne. Meni se zdaj, jaz sem več čas zdaj tuhto, ker je Igor pač omenil te, pač, da mi je bilo zelo zabavno, pač, da pošljemo zemljani, skratka v tem filmu, Američana, Rusinjo in Kitajca pač na to misijo, ne vse te naše 3 velike vesoljske nacije, pri čemer v Kitajcu ne zvemo kaj dosti, razen da se pači na fotkah. Ja. Rusinja pa je seveda vzela s sabo vodko, ne vem, ima neko tisto vrečko polno vodke, ki jo pol Gosling spije in se še pol upraviči. Edina stvar, ki njej pove ob smrti, je to, da je ukradel vodko pač, ja. Ja, pa mislim, da imata tudi en lušen dialog, ko ga proba prepričati za misijo, ne, da bo party, da bo žurka. Oziroma, ne, ona reče, kako bi rada šla. Tako. Strup pa doza heroina, kar se mi zelo Ja. Lej, Rusi, oni znajo, kako umirati. Da ne pozabim, Filip nas sprašuje, čak da preberem ves njegov vprašanje. Mene pa kot samozvano jokico, kar se filmov tiče, oziroma zanima, oziroma raje, kako pogosto vas filmi ali pa katerikoli drugi mediji gane do solz. Pa to vprašanje je lahko kar za vse tukaj, če kdo želi, to je še na Discordu, ja. Mene je ta film dobil, pa niti ne pri trenutkih, kjer bi človek morda najbolj pričakoval, ampak v sceni, ko Grace doživlja trenutek, ko nad planetom Adrian z filtri lovi astrofage, pa me zanima, če je še koga drugega, ker mene, morda žal, redko katera stvar pripelje do solz tako pogosto kot film, ker jih imam pač res rad. Pa seveda me zanima, kateri film, serija, knjiga, slika, predstava vam je zadnja orosila oko, če to ni bil ta film. Skratka, Igor in Mito, vidva, ki ste tudi bolj jokici kot jaz. Kako je, a se je vama kaj orosilo oko med gledanjem, ali so kokice se popivnale? Meni se je. Ne, mogoče glih pri tej sceni, bolj ko mu v roki obljubi 2 metrični toni astrofagov, tam se mi je zdelo, to pa je zdaj iskreno prijateljstvo, tam je tudi glasba, video, mislim, film, slika, vse je narejeno tako, da te to sentimentalno žalost nabije, ne? Oziroma veselje v tem primeru. Jaz imam predvsem pogoste te triggerje, pa ne vem še natančno, kaj mi dela, najbolj imam to povezano z glasbo. Meni je zato v bistvu E.T. skoraj da negledljiv, čeprav mi je en najboljših filmov. Pa na zadnje je bil še Aftersun takšen, ki pa je predvsem brutalno sezuno. Tako da ne, pri meni ni to redko, meni se zdi to normalno in zdravo. Res je. Igor, ti? Ja, tudi meni se to zdi v redu. Bom pa izpostavil, da pri tem filmu nisem. Sem pa povsem razumel to Goslinga, ko doživi trenutek, ker jaz sem prevedel knjigo Orbital, torej v orbiti, ki je o astronautih, ki občudujejo planet in pač je res dobro napisana in medtem, ko sem jo bral in potem medtem, ko sem jo prevajal večkrat, so se mi solze utrnile, ker res se me dotaknilo to pač prav odnos do planeta. Drugač pa ne iti me na tak triggera, imam pa en brazilski animirani film Deček in svet, tisto pa pač me je uničilo.
čist. Priporočam, ful je lep film. In animacija in vse skupaj. Pa če ga dobite prek kakih kanalov, ne sekirajte se za podnapisov, ker je brez dialoga. Grave of the Firefly, sem tu noter vrgel, to me vedno se zove. Okay. Ja, to je tak lep film. Res je, ok. Kaj pa ti, Aljoša? Meni se tu kdaj med urejanjem igor prevaja, jaz urejam kdaj v Rusiji oko, ker si rečem pač, fuck, jaz sem dober, jaz res to znam delati. A ja, tako bolj. Ne, hecam se. Ja, valjda tudi mene, bom rekel, da sicer mene, ja, potočiš solzico, pa si rečeš, fuck, kva je to neka mokrota, sploh ne vem, kva je to. Ne bom rekel, ja, mogoče res nisem tok najbolj čustven na ta način pri umetnosti. Se me je dotaknilo v tem filmu mene bolj kot ta moment, ali pa ne vem kaj, tam ko Rocky prebije v svoj zaščito in ga dobesedno kuri ga, karkoli, skratka, Paritis mi je bilo kar mučno gledati, kar grozno se mi je zdelo in me je kar prizadel tist. Ampak načeloma imam en drug film z Ryanom Goslingom jaz na svojem kontu, kjer vedno mal dobim tega vsaj cmoka v grlu, če že ne, se mi ne urosi oko. Ampak to je La La Land, to sem že mislim, da večkrat povedal. Mene ta zgodba o ljubezni, ki je, ampak ni mogoča zaradi nekih okoliščin, ki so čist banalne okoliščine preživetja v resnici. To me je kar, moram priznati. Smisla, še rekel Notebook. Ganla. To mene vedno gana. Ja. A ja, nisem nikoli gledal, ampak vsi... Top shit. Ti si gledal Notebook? Ja, večkrat. Izjemen. Skratka, ok, vidiš, da je nekaj z Ryanom Goslingom, no? Vam povem, da je tle nekaj. Ja, a je kdo hotel še kaj v tem filmu? Še kaj? Jaz sem hotel, vidiš, Mito ti tudi, jaz sem hotel omeniti to, ker do zdaj nismo. Meni je bilo ful všeč, pa je taka čista mini reč, ampak prehodi med pač tem, kar gledamo, se pravi osnovno zgodbo in spomini, ker vedno tako malo naredi, da slika gravitira, no, ja, to bi bila dobra beseda, da zagravitira, da se malo obrne, zato da imaš ta, pač ker je vesolje in gravitacija in on je vedno malo lebdi, potem pa malo obrne to sliko in gre v spomin, da se poravna. Taka minimalna stvar, ki nima nobene veze z ničemer, nič skoraj da ne da, ampak se mi je zdelo pa tak lep dodatek, ki poveže neko stvar v neko celostno umetnino, no, kaj pa vem. Mislim, da so, mogo bom še ga enkrat pogledati, da preverim moje domnevo, ampak sprva so uporabljali različni format, vsak kino sem opazil, da je višina slike različna med dvema različnima lokacijama, pol pa se je nekako začelo razblinjati, nisem več tega opazil, ampak se pravi, to bi mogel še enkrat preveriti. Tako da mislim, da so imeli koncept, da če dalje dlje film traja, da se bolj začne zlivati slika, veš, in je eno od teh pristopov tudi ta, ki si ga ti omenil, no. Moram reči, da je fotografija izjemna. Greg Fraser, ki ga pač poznamo, Batman in pa Dune, se tle izkazal, meni je bila predvsem ona scena, kjer on stoji zunaj na ladji, kot ti astrofaži letijo mimo, ne, bila izjemno, kjera slika, no, čisto nora. Pa nasploh vsa ta dogajanje v ladji, super posneto. Bo pa še omenil nekaj, kar še nista, je pa zvočna kulisa, ne. To, kar je Igor prej omenil, da v bistvu je tukaj v ozadju kao feeling, ali pa vsaj vibe tega, da to globalne vlade nekako funkcionirajo pa delajo skupaj, ne. Tudi v zvočni podlagi je to prisotno, ne? Ker glavna viža je pač ta velika orkestralna zaslomba z nekim zboromskim napevom, ne? Ampak pol pa imaš, tu pa tam, jaz sem slišal maorovski zbor, ki je ločen, pa še en vzhodnoevropejski zbor, pa ne znam čisto locirati, pa se mi je zdelo, da že v tej zvočni kulisi imaš noter v bistvu lep oder za to globalno naprezanje, kako nekaj narediti, ne, in se mi zelo ful cool. Samo še ena par bobočkov noter, kako se film potrudi, da vede, da je to skupni človeški napor, ki je zdaj pač v Goslingovih rokah, ne. Najprej imaš tiste uniforme, ki ga spodbujajo narediti to, ne, v laboratoriju, pol pa ko Rockyju lepi pisma podpore, Save the Earth, ni samo angleščina, ampak mislim, da ima še en sanskrt, pa še eno arabsko otroško risbico gor, ne, tako da to je zelo lep tačno. Ja. Tudi otroci v drugih krajih sveta znajo risati, ja.
Igor, si ti hotel še kaj dodati k debati? Miller in Lord sta v osnovi nameravala adaptirati drugo Weirovo knjigo Artemis, ampak potem je izšla tale in je bila ful še večja uspešnica in sta se odločila to narediti. Zato, ker tista knjiga se dogaja na Luni in sta rekla, da je glavni problem bil, kako to z nižjo gravitacijo prikazati, in sta rekla, da sta tekom snemanja tega filma to skapirala in da bo ta zdaj film mogoče posnela, če bo ta uspešen. Pa, če bo Drugodar napisal scenarij, I guess, oziroma najbrž ga je že. Tako da to se mi je tudi zdelo zanimivo, ker se vidi, koliko rasteta kot filmarja. Ker ona dva igrani filmi, ki sta jih posnela, tele Jump Street, so zelo lušni, pa to, ampak so malo basic. Potem pa sta šla v animacijo, oziroma že predtem sta bila z Meatballs v animaciji, ampak potem sta naredila tega Spider-mana in vizualno je nora. Tako da tale film pač ni na isti ravni vizualno, ampak je pa vseeno insane. Mislim pač drug medij. Tako da se mi zdi, da se izjemno razvijata in me ful pričakujem, kaj bo ta naprej naredila, tudi če ne bo to Artemis, dozihar, da bo zelo zanimivo. Okay. Ja, meni je pač tudi tle zanimivo, da ta neka zvestoba do nekega materiala, ker dobro nista ona dva sicer naredili Maršana, ampak je pa scenarist pač bil zraven, in zdaj mislite, da boste delala še film, se mi zdi tako zelo redko imamo to neko kombinacijo, ker bi en režiser toliko spremljal nekega pisca, recimo, ali pa ena skupina filmarjev, da bi pa zdaj hoteli vse njegove knjige posneti. Ok, Peter Jackson je seveda Tolkien na delu, ampak mogoče tudi Hobita ne bi rabo. Ne, tudi ne, ali pa Rings of Power. Hvala Bogu, tam ni njega zraven, vsaj toliko. Ampak ja, se mi zdi pa zanimivo, to, da se osredotočiš na tako, pa da greš, ker pač vsi ti filmarji so ponovadi pač vzamejo eno knjigo od nekega avtorja, pa bolj ne grejo gledati zdaj, še je napisal 6 drugih, pa bi še se to posnel. Ta neka kombinacija, da ti je nekaj toliko všeč, da bi še ti to naredil, je zelo redka. Tako da me zanima, če boste delala to dalje, bi bilo filmno, in tudi veselim se tretjega, tega Spider-mana. Ne vem, kdaj je napovedan, mi je zelo nenavadno, da mislim, da letos ni napovedan. Ful je bil problem z drugim Spider-manom, kar je kasneje potem prišlo ven, da so silili te animatorje delati overtime, kako se že reče temu, crunch. In da je bilo čist brutalno in so se potem zbunili, in potem, ko je bil še štrajk scenaristov in pač vseh igralcev in tako dalje, je prišlo do tega, da so rekli, ok, zdaj pa si naj vzamejo ti animatorji toliko cajta, ki ga rabijo, ne bomo jih maltretirali, se so tudi animatorji ljudje. Pogojno, tako da pač bo malo dlje trajalo, hvala Bogu. Ja, glej, vidiš, mislim, to bi umetna inteligenca vse rešila, nič ne rabiš, ona nič ne rabi crunchati in nič tako, ti se pa nekaj pritožujejo človečki. V Aziji. Ja, končno bo Disney rešil neko stvar na delovnih pogojih. Sony. Okay. Sicer, ampak ja. Jaz upam, da ste uživali v naši debati o tem filmu. Poglejte ga, res je, mislim, da eden boljših filmov zadnja leta, tudi boljša ZF reč, ampak tako, kot mislim, da sem jaz večkrat omenil, je dokaj sinkretična, ne vas ne bo strah, da je to zdaj to nek hard ZF, ker ne boste mogli uživati v drugih rečeh, lahko uživate tudi v kamnih, v marsičem drugem emocijah. Pa dobesedno glavni junak je učitelj v osnovni šoli, tako da zna vse film tudi posledično razložiti vse na ravni fizike za osnovno šolo. Ja, rečemo, jaz nisem bil nič smeden, tako da sem vse zelo hitro zaštekal, tako da to mi je bilo všeč. Skratka, poglejte film, če ga niste, pa ste vseeno tole poslušali do zdaj. Mi pa gremo pogledati, kaj smo še drugega gledali, brali, čitali, to je isto, poslušali in tako naprej. In Igor, ti si kot ponavadi prvi na vrsti.
Pogledal sem Good Luck, Have Fun, Don't Die, ki bi mogel priti v kino, ampak ga pa nismo dobili. In je začetek genijalen. Skratka, gre za film Gora Verbinskega s Samom Rockwellom v glavni vlogi, kjer se v enem kafiču pojavi, oziroma dinerju zvečer pojavi zelo tip, ki izgleda malo homeless in ga igra Sam Rockwell in reče ljudem, ok, zdaj sem vas jaz ugrabil in basically AI bo prevzel svet, razen če s pravo kombinacijo ljudi v tej dinerju probam rešiti. To sem že ne vem kolikokrat probal in zdaj da vidimo, kako bo šlo. In potem imajo adventure in začetek je super, pol pa ni, niti približno. Ful se film zacikla, ful preveč tem proba vklopiti noter, nekatere se super zdijo na začetku, ampak potem jih žal ne razvije do konca in zelo dolgo traja in pol ima še več koncev kot tale film, kar pol pač ni čist v redu, ampak začetek pa je res dober. Pogledal sem horror film Azrael, zdaj na tej točki jaz trudim ful gledati horror filme, ki jih Aljoša še ni videl, ker štejem dosežek kamerata. To je velik dosežek, ja. In tega res nisem gledal, tako da. Tako da je zanimiv, je prepotenten in neum na določenih točkah, ampak Samara Weaving v glavni vlogi je super, dogaja se v neki postapokaliptični prihodnosti, kjer je nek kult, kateremu tudi ona pripada, ki so si glasilke prerezali in potem ni dialoga, noben ne govori cel film, kar zelo zanimivo izpade in pol pač ona beži pred kultom in jo ujamejo in se mašuje in pač gre skozi ene te stvari, ampak je zelo vredno narejeno, posneto v estonskih ali litovskih gozdovih, če se ne motim, se pozna to. Okay. Ta en patos noter. Vredno je, priporočam, ampak pol so vmes eni napisi, kaj se dogaja in tisto je pa prepotentno in glupo, ampak ok. Okay. In pogledal sem Tujca, ki je v kinu in sem bil zelo mešanih občutkov, ker pač gre za enega najbolj znanih francoskih romanov 20. stoletja in pač imaš eno mnenje ful močno njemu in potem ta film je mogoče malo preveč podoben, ne vem. Je pa ful mojstersko posnet, François Ozon ga je naredil in da priporočam. Pa če mislite na maturi špricati, da boste sam film pogledali, namesto prebrali romana, tukaj so ene stvari not, ki jih ni v romanu, tako da ne boste potem napačnih tem vpeljevali v kakšne eseje. Preberite to knjigo, ker je res dobra, pa ful je kratka. Bom pa dal tudi spodaj link, je Anna Jurc na MMC imela intervju z režiserjem Ozonom in glavnim igralcem in je članek glih kar bi objavljen. Okay, tako da to gledati sem pa začel na HBO-ju serijo Rooster, ki ima zdaj 3 epizode in je super zabavna. Steve Carell je v glavni vlogi, je pa avtor serije Bill Lawrence, eden od ustvarjalcev Ted Lasso, tako da imaš to podobno formulo. Liki, ki imajo ene napake not, ampak so ful pozitivni in hočejo dobre stvari, ampak mogoče se vedno čist v redu izide. Je pa zelo pristno in smešno in to. Je pa pač on je profesor, on ni profesor, on je pisatelj, ki pride na obisk k hčerki, ki dela na faksu in hčerka se je ravno ločila in potem njemu ponudijo, da bi bil tam gostujoči predavatelj kot to in potem pač po spletu okoliščin in peripetij in vsega skupaj on pristane tam in je zelo lušno, no. Okay. Feel good zadeva. Ok, bomo čekirali. Mito, ti imaš prazno svoje vrstice? Jaz sem zaključil z Starfleet Academy. Že konc? Konc je, ja. Ok, je. Poglejte, no. Ful me zanima še ostala mnenja, jaz sem za zdaj tako v redu. Okay. Na koncu se nekako popravi okus, kljub temu, da je klasičen Kurtzman era izdelek, še vedno se gre za
Napad na celotno galaksijo, treba rešiti celotno galaksijo. Ja, in to me pač predvidljivo razočarajoče je, ampak liki se potem nekako pridejo do neke mere. No. Mi je pač zelo žal, da sem pač včeraj prebral, da pač po drugi sezoni je konc. So skenslali zadevo. Aha, okay. Tako da ne vem, zdaj. Imajo pa že posneto drugo. Posneta bo v začetku 27, bo 10 delov, zdaj upam, da bojo lahko potem vse imeli dovolj časa, da to snamejo, da ne bo zaključati na kakšnem cliffhangerju. Zdaj ne vem, ima to posledice združevanja Paramounta z Warner Bros. Ne vem. Pa bo še kak trek, delajo na čemarkoli? Zdaj ne vem. Mislim, zraven Strange New Worlds nič novega, ne vem, kar bi bilo. Tako da za zdaj je to. Nekako pa filme nekaj delajo? Ja, to je vse v razvojni fazi. No. Bomo videli, kaj bo ta merger naredil. To. Mergera ne bo, po mojem. Gledam pa The Chair Company po priporočilu Anžeta pa Pižamca in meni je zelo fajn. Po 3 epizodah mislim, da je zelo fajn. Predvsem ta neki pisarniški humor, ki ne vem, vedno malo snagnem k temu, da mi ta pisarniški humor bolj ustreza kot pa kao nekaj drugega. Ni klasičen stand-upovski, je situacijski in vse peripetije, v katere se je do zdaj tale lik, ta glavni, zahaklal se mi kar orek smešne. No. Tako da zelo fajn zadeva, 30-minutne epizode, to priporočam. To pa to. Okay. Bomo tudi to pogledali, ja. Super. Hvala, Mito. Jaz tudi zdaj zadnji dni sem se vrnil k grozljivkam, k zgodovini groze in bom priporočil 2, ki sta mogoče malo manj znani iz leta 77, ki sem ga pravkar končujem 70, tako da kmalu bom prešel na 80. Gledal sem Houseu, se pravi House je to angleški prevod, japonska grozljivka, ki je tako z nekimi temi efekti, ki so zelo poceni, izgledajoči, skratka z efekti montaže, s tem, da se da uporablja pač ta slow motion, kaj že, za premikanje predmetov in neke take stvari. Deluje zelo primitivno na nek način, ampak je pač japonsko weird in smešna. Tam so neke najstnice, en je ime Kung Fu, in je pač taka prototip za Final Girl, ker pač vse mlati brca. Mislim, smešno je, poglejte si, pač jaz mislim, da ne boste obžalovali. Druga stvar, ki pa sem pogledal, pa ni tako zelo smešna, je pa Martin, I guess, v angleščini. To je pa Romero, jaz od Romera nikoli nisem gledal ničesar, kar ni bilo zombiji in me je zelo presenetilo, ker tale film je o serijskem morilcu, ki misli, da je vampir in skratka nekako uspava svoje žrtve in potem ne glih spi z njimi, ker jih ne posili fizično, ampak vseeno zelo deluje posiljujoče, skratka potem si jih nage gor nase da in ne vem, se objema z njimi, ne vem kaj, dokler jim ne prereže zapestja in spije njihove krvi in je tako zelo brutalen, pač ti prizori umorov so dobro, kri seveda je taka zelo tipična za 70, pretirana, niti malo ne zgleda kot kri, zgleda kot ti sirup, ki so ga uporabljali, ampak ti napadi na ženske in tako, kako on to počne, so pa res tako zelo težko to gledaš. No? Res se je potrudil, da je prikazal skoraj da dokumentaristično te njegove pristope k lovu in vsa njegova fora je, kot tudi sam prizna, da ne more spati z žensko, če je ona budna. Pač to ga preveč potoče, ker je nek napol mladenic, zelo mlad je. Skratka, en tak res še kar brutalen film, ampak dober. No? Čudovito. Ja, skratka priporočam, Martin. Pogledala sva s punco Lie to Me, jaz sem ga zdaj že drugič pogledal serijo, skratka iz 2009-2011. 3 sezone so, Tim Roth je noter, glavni junak, ki je izumil skratka opazovanje ekspresij na našem obrazu in preko njih takoj ve, kdaj lažeš, pa kaj čutiš, katere čustva in tako. Seveda larifari, da se razumemo, ni nobene znanstvene osnove na tem, ker oni samo iz tega imajo take stvari, kot če ti, ne vem, odkimavaš, medtem ko rečeš ja, pač ja, pa odkimavaš, to pomeni, da v resnici
Ne, da v resnici lažeš, potem, če ne vem, premakneš malo ramena, to takoj pomeni, da lažeš. Mislim, take imajo zelo pretirane, ampak meni je všeč ta Tim Roth tukaj noter, je res našel en tak način, da te ves čas živcira kot lik, ker je nesramen do podrejenih, to danes ne bi šlo skozi, res ne na ta način, pa ves čas tako sili v osebni prostor drugih ljudi, čist blizu pride in tako po strani gleda in skozi neki maha z rokami in je tako en tak živčen tip, ki tebe dela živčnega, mi je zanimivo opazovati, ker je glavni junak, ki ti gre na živce, pa vseeno se nekako povežeš z njim preko njegove zgodbe. Pustimo to, da je overprotective foter, tiste tipične fore, da pride noter in je ona s fantom in on takoj začne pač nanga se sprav in ga neki. Res, to so stvari res za leto 2009, ampak ja. Je vseeno zanimivo, no pogled, pa primeri niso slabi. Za eno tako proceduralno serijo, prva sezona ima različne zgodbe, druga pa je zelo krimi, skratka ponavadi je nek zločin in pol njih povabijo, da ga razrešijo, skratka to. In pa prebral sem nedolgo tega knjigo Tomaža Kotnika Krvavec, njegovo drugo grozljivko Po moru, in jo tudi priporočam, če imate radi grozljivke, če radi to berete. Vampiri na Slovenskem, mislim, kaj je boljšega kot zgodba o vampirih. Jaz bom tako iskreno povem, da tu pa tam kakšne stvari mogoče na začetku so malo grejo pregloboko, ampak potem zadnje strani pa gre zelo dinamično, je zelo tako akcijsko dogajanje, konc skratka pobija te vampirje, ampak meni je najbolj všečen pri knjigi pripovedovalec, ki je zelo tako kingovsko duhovit, skratka tudi komentira dogajanje okrog sebe, zelo ima take opažanja o stanju družbe danes in tako naprej. To je najbolj zabavna plat in vam skratka ne bo dolg čas, kljub temu, da je roman kar obsežen in ga priporočam skratka v branje. Evo, ljudje in ljudine, poslušali ste 248 epizodo podcasta, ki sliši na ime Obod, podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Igor Jokica Harp, Mito Jokica Gegič in Aljoša, edini pravi moški, harlamo. Fuck you. Ja, tudi jaz se mal gnusim samemu sebi, ampak pozabil sem vmes napisati te naše ponovadke, napišem. Ne vem, na računalniku mi vedno gre to ful težje. Tole epizodo smo posneli preko spleta, ker se te dni držimo doma, saj menda nekdo v Sloveniji krade glasove, to pa je naše prvo orodje. Kakorkoli, če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljajte, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte kakšno ceno, dajte pritisniti zvezdic, kolikor pač mislite, da si zaslužimo. Mi vemo, da je to 5, ampak dajte poskus, lahko tudi kakšno drugo, samo dajte nam kakšno ceno, napišite magari Spotify podcast ali pa ne vem, kaj ti ljudje govorijo, samo napišite, dajte, spravite se. Če ne boste, obljubimo, da ne bomo jokali. Ja. In če se radi pogovarjate s kamni, pa niste Ryan Gosling, potem imate kak problem. Zmenimo se tako, ko naslednjič poslušate ta podcast, odložite kozarec. Toliko za začetek. Podcast najdete na Facebooku, Instagramu in Blue Skyju, vsekakor Discordu, kjer nam lahko zastavljate tudi vprašanja. Poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu. Pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru na platnih, med platnicami in na ekranih, o naših epizodah in Xenonu v res trdi obliki. To je bila že 248 epizoda podcasta. Hvala vam za vašo pozornost. Se slišimo znova čez 2 tedna, ko bo na sporedu kaj drugega kot nova epizoda. Hvala. Kdo bo zdaj naredil ta glas, ki ga Roki naredi? Ta pojoč, kitovski glas. Kdo zna to? Mito, ni trudiš se. Poslednji.